Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Slovenija nima predsednika vlade, ima pa Robistarja Solarja, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Bolj ga branijo, manj ga je. Javnega zdravstva namreč. Navajeni smo že, da vse anti-Janša vlade krčevito in na ves glas branijo javno zdravstvo. Kot smo tudi navajeni, da se v tem času, ko ga oni branijo, najbolj krepi zasebno zdravstvo, zdravniki množično odhajajo v tujino, vračajo koncesije in čakalne vrste se daljšajo. Ampak brez skrbi, javno zdravstvo bodo še naprej branili, dokler ga ne bo čisto zmanjkalo. Sedaj pa se lotimo 67. oddaje pravljične 7. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali: Svoboda prinesla, svoboda odnesla. Kako je priletel in zakaj odletel Janez Doltar? Upokojenec, odprt in temperamenten glasbenik, bioenergetik in Rom po duši. Ne, to ni opis morebitnega finalista šova Slovenija ima talent, ampak zdaj že nekdanjega vršilca dolžnosti direktorja Urada za narodnosti. Kako je priletel in zakaj je moral odleteti Janez Doltar, nam bo povedal kar naš posebni gost, Janez Doltar sam. Gospod Doltar, dobrodošli v Faktorju. Hvala za povabilo. Prosim, najprej me zanima, odkot poznate predsednika vlade, gospod Doltar, namreč povedali ste, da ste na povabilo predsednika vlade prevzeli funkcijo vršilca dolžnosti direktorja Urada za narodnost. V bistvu ni bil ravno on, midva sva se nekako spoznala preko SMS-ov, ko se je začela šele postavljati stranka Svoboda. Jaz nikoli v življenju nisem bil v politiki in tudi zdaj, potem, kar se mi je zgodilo, pa definitivno ne bom več. Kot občan, kot državljan te naše lepe države, sem si vedno želel, da bomo živeli boljše. Ne? In se mi je zdelo, da je pa le gospod Golob ena priložnost. Deloval mi je zelo simpatično in že v sami kampanji sem mu pač podajal kup nasvetov, tudi sva imela nekaj stikov z gospodom Arčonom in potem se v bistvu ta rezultat je bil neverjeten na volitvah, ne? Vsi smo bili zadovoljni, vsi smo bili veseli, smo rekli, končno se nekaj premika in tudi pol sem jaz na nek način, ko sem začutil, da mu je treba na nek način kaj sugerirati, kar se že dolga leta ukvarjam in opazujem. Tudi meni je makroekonomija poznana. Tudi delovanje države sem spoznal skozi romsko problematiko, s katero sem se ukvarjal zadnjih 12 let službovanja in sem veliko hodil po teh vladnih prostorih in sem videl, kako v bistvu smo zelo, zelo neučinkoviti in kako v bistvu neka ozadja stalno nekaj zavirajo. Ne? No in pa, ko sem bil v penzionu, sem takoj začel delati po pogodbi za Zavod Novo mesto z gospodom Alešem Vakovcem, s katerim pišem en musical in tam sem pomagal pri sanaciji velodroma, na kar me je klical gospod Grizelt Anton. In jaz sem prišel k njemu na pogovor. Namreč telefon od mene oziroma kontakt je dobil pa od gospe Čadonič Špilič, ki je bila moja vodja kot direktorica občinske uprave in smo tudi že kot Belokranjca se dolga leta poznava. Imel neko močno zaupanje, je rekla ona, gospod Grizl, če češ pravega človeka, ti je on. Ne? In jaz sem prišel na pogovor in gospod Ton, mene je on zelo navdušen, očitno tudi jaz njega. Tako da on meni že po prve pol ure rekel, a bi ti prevzel direktovanje Urada za narodnosti. Pa sem mu čisto naravnost rekel, veste, če bi to meni 5 let nekdo nazaj rekel, bi peš šel v Ljubljano iz Novega mesta, ker sem vedel, da je tu problem. Čeprav pozneje sem gotovil, da tudi lokalne skupnosti ne naredijo vsega, ampak problem je bil v Ljubljani. Sem rekel, in ravno Urad za narodnost je tisti, ki bi moral biti motor, da bi poganjal ta proces, da bi se nekaj spremenilo na področju romske problematike, je zatajil. Jaz dolgo časa nisem vedel, zakaj in kako. Sem rekel, ne, zdaj pa res ne bi šel, lahko sem pa svetovalc. Ne? No in pa smo se zmenili, da bom kot svetovalc, vendar nikakor niso uspeli najti nek denar, da me bo plačevali. Sem rekel, jaz vozim zastonj, delam in tako dalje.
No in pa je zadeva šla mimo, in jaz sem se pa posvetil sanaciji velodroma, bil sem koordinator, mi smo to zelo čudovito uredili, jaz sem ponosen, da nam je uspelo tako hitro to urediti. In na kar je proti koncu me je spet gospod Grizel kontaktiral, oziroma sva imela neka dopisovanja. Oziroma, ko sem se jaz odstranil, mi je rekel, a lahko pokličem. Sem rekel, seveda lahko pokličete, ne. Ampak da mi jaz posebej hodil po delu, pa tega ne bom počenjal, ne. No in pa se je v bistvu zadeva začela odvijati, da me pač, ko sem spet nagovarjal, da bi prevzel, sem jaz, ker sem občasno komuniciral preko SMS-ov z gospodom Golobom, napisal, češ, da me gospod Grizelt vabi, da bi pomagal rešiti tudi ta problem, ne. Mi je napisal, ja, bilo bi dobro, ne. Pa sem rekel, okej, če imam tu neko oporo, sem rekel, okej, ne. In kmalu zatem me je poklicala generalna sekretarka vlade, mislim, da je bilo to ravno na dan mladosti, zunaj sva starejšim sinom pripravljala bazen in sem pol v petek prišel v Ljubljano in sem povedal svojo vizijo. Gospa Kolenko je bila navdušena nad mano in sem rekel, saj itak smo dogovorjeni, da bi je septembra začel, ne. Ne, mi vas rabimo čim prej, ne. Ja. No, na kar se je pol izkazalo, da je bil 1.6. zadnji rok, ko so lahko, bi se rekel, zamenjali brez nekih krivdnih razlogov bivšega direktorja, ne. No in pa sem jaz po nekim razmisleku skozi vikend pristal, sem rekel, okej, gremo v to, ne, in pol v bistvu je zadeva potekala zelo hitro, dobesedno filmsko, ne. Ja. In ko sem jaz prišel na urad, drugi dan, delovni, prvi dan sem kup teh procedur urejal, sem imel takoj kolegi, ker sem pa jaz večinoma zaposlenih, tudi bivšega direktorja poznal, ki pa je ostal na delovnem mestu, čeprav sem jaz dal pogoj, da njega ni, ker vem, kako je bilo, ker on je že v nekem obdobju bil odstranjen in je gospe, ki je bila namesto njega direktorica, zelo nagajala. Mi smo to opazovali in je v bistvu ni bil naklonjen čemurkoli, kaj se reševanja romske problematike tiče, naklonjen. Zakaj? Meni šele zdaj, ko sem ven iz tega, počasi spoznavam, ki je osnovni razlog, ker ti področje manjšine, madžarske manjšine in italijanske je bilo zelo v redu vštimano. Zelo, ni kaj reči. In tudi, ker je ostal na uradu, mi je pomagal s kontakti do italijanske skupnosti, madžarske, in smo se fino ujeli. Posebej z italijansko skupnostjo, ki je eno leto predtem kupila palačo Tarsio, kako bomo obnavljali, skratka, en zelo lep odnos je bil in tudi ta odnos je v bistvu še dopolnil, ko je vlada obljubila teh 5 milijonov preko Urada za narodnost in sem seveda jaz pol to proceduro z mojo financerko vodil, ne. Mora biti lahko tem kaj več, da v bistvu zaključim, ne, jaz sem na prvem kolegiju povedal, ker smo se večinoma poznali in tudi smo se srečevali na raznih, bi se rekli, posvetih na temo romske problematike in jaz sem tista dekleta že prej, Madonna, vidimo se, zopet smo se objeli, ko smo še narazen smo se objeli in tako smo komunicirali. In jaz sem mislil, da je ta odprt dialog se bo nadaljeval. Celo sem rekel, lahko me tikate in v bistvu sem dve sta me vikale, ostale so me tikale, lahko me tikate, imate vsi moj privat telefon, ker bom veliko na terenu, dajmo preko SMS-a dosti komunicirati, ampak najbolj kar prosim, recite mi vse, kar mi gre. Ne? Ja. Ko mi rečemo Belokranjci, ne me šparati. To pomeni, če vam kaj ne ustreza v strokovnem, kakršnemkoli smislu, moj način, pristop, obnašanje, hotel sem odprto in zelo pristen odnos. Ne? Res pa je, da smo imeli zelo malo kontaktov, ker pred mano je bil urad navajen, da so nekateri delali 3-krat od doma, kar je bilo meni zelo čudno. Ne? Ampak jaz sem pač to sprejel, jaz sem pa zelo veliko bil na terenu. 5 občin madžarske skupnosti, 4 občine italijanske skupnosti, pa 21 občin za romsko skupnostjo. To je 30 potencialnih, bi se reklo,
mest, ker jih moraš obiskati. In tudi v teh 7 mesecih mi ni uspelo vse, ampak nekje sem pa bil, tudi recimo občina Škocjan z največjimi problemi, ker smo uspeli do konca mojega mandata sprejeti strategijo, sem bil 8-krat. In na terenu, in z Romi, in z občani, z občinskimi svetniki, županom sva se tako že prej poznala in sem imela en tak zelo oseben, pristen odnos in smo tudi v bistvu imeli tudi na sestankih dosti vroče teme. In jaz sem celo enkrat pokazal ustavo, sem rekel, poglejte, tak govor ne sodi v zakonodajo, dajmo se rajš pogovarjati, kako te probleme rešiti. Mi smo stalno govorili, kaj je problem, kaj se dogaja od kraja do ne vem česa. Ne? In sem jaz tudi drugo plat povedal. Najbolj se je pa prijela med občani zgodba, jaz imam namreč nečaka v Braziliji. Živi v najbolj elitnem delu Rio de Janeira in ko stopiš na ulico, zagledaš oklopno vozilo, policijsko in policaje do zob oborožene, ki stojijo zraven tega. In recimo, če bi šel jaz v trgovino, ko sem hodil po nabavo in bi takrat bil nek fant iz neke favele, bi se lahko zgodilo, da bi nekaj ukradel in bi tisti policaj začel na njega streljati, lahko bi tudi mene zadev, ne? Ker ne veš, zakaj gre. Ne? In jaz sem to opazoval, kaj to pomeni. Tako lepa država, Rio de Janeiro je prečudovito mesto, 7 minut pa pol sem jo peš do plaže in tako naprej, čudovito. Ne? Ampak, ko razmišljaš in začneš primerjati, smo se tudi veliko po Rio vozili, rekel, tam gor so pa favele, prav si videl neko cesto, kam je zavila, in sem dostikrat začel to pol primerjati z našimi romskimi naselji. Kaj se zgodi? Prvo imaš naselje, pa imaš geto, pa nikoli že imamo primer geta, ne? In naslednji štadij je lahko, bi se reklo, favela. In jaz sem dostikrat povedal, veste, kaj pomeni mojo izkušnjo za Brazilijo. Ne? In smo seveda začeli ljudje dojemati, da mi nekaj moramo narediti. Ja. Da ne moramo sem to, kar so župani zbirali podpise, kar je opozorilo, ne? Ja. Da moramo tudi Rome sprejemati in se res aktivno vključiti, da spremenimo način izobraževanja, predvsem romski otroci so Ravno pomembni. o tem, kaj je še treba narediti, se bo pogovarjalo v nadaljevanju. Gospod Doltar, sem vas vprašal preprosto vprašanje, ste mi dali zelo izčrpen odgovor, ampak nič hudega. Nenadoma vid gledalke, gledalci se vrneva po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem, zakaj je prišel in zakaj je moral oditi kot vede direktorja Urada za narodnosti Janez Doltar. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami je še vedno naš posebni gost, bivši vršilec dolžnosti direktorja Urada za narodnosti Janez Doltar. Pogovarjava pa se o tem, kako je postal direktor in zakaj ni več, oziroma vršilec dolžnosti direktorja. Zdaj, gospod Doltar, nekaj časa je že minilo, ne, od tega vašega odstopa. Razlog za odstop so bile pač obtožbe društva Ključ oziroma zaposlenih na uradu, da ste se do njih neprimerno obnašali, ne, se pravi vaših sodelavk. Pa me zdaj zanima, te sicer kratke časovne distance, ko pogledate nazaj na to svoje obnašanje, ravnanje kot vršilec dolžnosti direktorja urada, bi zdaj kaj spremenili? Se vam zdaj za nazaj zdi, da ste se pač neustrezno, neprimerno obnašali, ali še zmerom mislite, da pač s tem vašim obnašanjem, ravnanjem ni bilo nič narobe? Vsekakor z mojim ravnanjem ni bilo nič narobe. Jaz sem sicer odprt, topel človek, vendar sem pol veliko razmišljal, kaj bi bilo, Ja. Če bi na nek način bil bolj hladen, držal večjo distanco in predvsem, jaz nisem zmotil tukaj, niti slučajno, ker te obtožbe so popolnoma neutemeljene. Popolnoma meni se nikoli v življenju, jaz jih imam 66, nikoli v življenju kaj takega zgodilo, da bi mene katera od sodelavk
prijavila ali negodovala, to tudi lahko vprašate gospod Čadonič Špelič, ki je bila moja vodja 7 let in je bil bolj ženski kot moški kolektiv na občinski upravi. Nikoli, tu ni bil razlog, bil en drug razlog. Jaz sem posegal bi se rekel, v srž problema. Že ko sem opazoval... Ampak dovolite sam, gospod Doltar, preden gremo v to, kar vi pravite, da je srž problema, sam še pod vprašanje. Ne? Zdaj, zaposlene na uradu niso zanikale, niso stopile v obran javno pa rekli, ni res to, kar se piše, on se do nas v redu obnaša. Čemu vi to pripisujete? So pol one bile tudi del te zarote ali kako? Urad se deli, predvsem bi se rekel ta del, ko se ukvarjajo z italijansko in madžarsko manjšino, in tam je v bistvu sodelavka, ki je izjemno strokovna, midva se nikoli nisva ne objela in ona je mene vikala, ker je pač ona tako želela. Nisem to spoštoval in midva ima še danes globoko spoštovanje, ker je izjemno strokovna, me je tudi opozarjala na vse, kar se v uradu dogaja, na slabe odnose, na razne anonimke, kako je v bistvu so se na nek način rešili direktorja pred, da je nastopil gospod Baluh. Kakšne grde obtožbe so bile anonimke in vse ostalo. Na mene je to opozarjala, ampak jaz pač rekel, jaz se s tem ne bom ukvarjal. Čeprav že po prvem tednu, ko sem nastopil, sem jaz dobil domov eno tako, meni je bilo malo smešno in mojemu sinu starejšemu se je kar smejal, eno tako pismo, kjer me obtežujejo nekaj takih nagnusnih stvari, nagnusnih. Pa sem rekel, ok, se bo šlo mimo. Ne? Preden je mesec minil, me je klicala moja vodja, generalna sekretarka vlade, češ, da jaz izjavljam okrog, da bom Romom vzel socialo in jim bom dal bone za hrano. Aleluja. Rekel, vse je že začelo. Ne? Na kar je bi polen čez smer, videl pa sem, da zadeva zelo spolska, ampak jaz se nisem mogel s tem ukvarjati. Zakaj ne? Jaz sem pri svojih 66 nastopil ponovno v delovno dobo in nisem imel veliko časa, drugo, kar čakali so mi novi izzivi, midva sem s kolegom pisala musical, pišem še en roman, ki ga nisem dokončal in tako naprej. In sem rekel, jaz to ne morem dolgo biti, jaz sem obljubil 2-krat po 6 mesecev, da postavimo sistem, ki pije vodo, ki ima rezultate. Nič drugega, ne? To je bilo moje načelo. Jaz nisem prišel direktorskega stola gret, niti slučajno. Obenem sem pa še imel občutek, da sem moral biti malo bliže vladi, lahko pozitivno vplivam na določene procese. Ker se dostakrat, najmanj kar je, sem se dostakrat pogovarjala z generalno sekretarko vlade in sem tudi sam svetoval, kaj se da narediti, ne? Iz mojih nekih dolgoletnih izkušenj in delovanja z ljudmi. Tako da jaz nisem temu sploh polagal pozornosti, ne? In potem je seveda prišel kar naenkrat razpis imenovanja za celo obdobje. Sem rekel, ok, bom se prijavil, ampak do konca mandata te vlade, več pa ne, niti pod razno, ker jaz ne bom pred 72 še hodil v službo. Ne? No in je kar se je pa zgodilo, da je v bistvu 4 so bili prijavljeni, 3 smo šli skozi, bi se rekel, to rešeto uradniškega sveta, na katero se mogel temeljito pripraviti in so vsi računali, da bom jaz tule padel, bi se rekel, da me uradniški svet ne bo spustil skozi, zato ker je bivši direktor dvakrat je padel na tem. In so računali in ravno tisti dan, ki ga opisuje to društvo Ključ, jaz nisem čital še nikoli, ker mi ga nihče še v roke ni dal, te sem ga prvič videl tule na ekranu, ampak sem iz medijev in oziroma iz Ministrstva za notranje zadeve me ena gospa poklicala in mi povedala. Ne? Ampak jaz tega nisem nikoli dobil v roke, da sem jaz na SIFO Roma, to je bilo pa isti dan, jaz sem bi se rekel, bil pred tole komisijo in imel sem zelo dober občutek, da sem to opravil in sem tam pol povedal, zgleda, da očitno ni več razlogov, da ne bi prevzel polni mandat in sem tudi povedal, kje so moje prioritete. Jaz sem imel pač 3 stebre delovanja, en steber je v bistvu popravek teh zakonskih anomalij, ki so v bistvu bile spodbujene tudi strani podpisov, ki so izbrali župani. Drugi del je v bistvu te mehke vsebine,
ki pa niso delovali za tega, ker denar, ki so ga občine prijemale, to je v bistvu lani so dobili 6,5 milijona, ni bil pravično razdeljen, tako kot pač imajo občine nekako probleme in koliko prebivalcev v romskih naseljih, ampak za ta denar občine niso bile dolžne poročati, ne? Kar pomeni, niti tretjino tega denarja niso porabili za mehke vsebine. In tretji del, ki je zelo pomemben, je socialno podjetništvo. Mi namreč v Sloveniji ne dosegamo niti procent, dobrega 0,5% bruto dohodka na področju socialnega podjetništva. Če primerjamo druge evropske države, sploh kakšna Portugalska, presegajo tudi 10% bruto dohodka. Ne? In v prihajajoči recesiji, ki nas čaka, bi bilo to zelo čudovito. Drugo, kar je v Evropi za to dovolj denarja. In jaz sem tu zbral posebno ekipo, najboljši, kaj je možno, in oni so takrat prvič rekli, Madonna, zdaj pa verjamemo, da se bo dalo nekaj zgoditi. S tem, da sem imel že produkt, en zelo produkt, ki je čist, bi se reklo, v smislu zelene agende, gre za uplinjanje odpadkov in v bistvu smo rekli, do konca leta 2024 bomo sestavili prvo zgodbo in pol od tu naprej. In vse to je gospod predsednik vlade vedel, ker sem ga jaz z SMS obveščal in on je bil navdušen, mi je pošiljal všečke in tako dalje. Je rekel, super, ne. Vse je to potekalo, ne. In ko sem jaz tam povedal, med drugim poleg svojega programa, da mene ne zanima govorenje, ker se razni taki, kot je Siforoma, pa razni posveti, ki se stalno sklicujejo, stalno isto mantro ponavljamo, na terenu pa nišče od tih ne dela ali pa zelo malo. Tisti, ki pa na terenu delajo, pa ne dobijo dovolj denarja. Ko mene ne zanimajo besede, mene zanimajo realni rezultati. In od tega bo tudi odvisen denar. In če pogledate tu notri, jaz nisem videl, ampak sem bil opozorjen, da sem jaz izjavil, da bom vzel denar. Tu je problem. Ni problem, če si ti topo pa nekoga objameš, pa mu pokažeš, da ga sprejemaš. Ampak kaj recimo, kako vi razumete to, gospod Doltar, da boste vzeli denar? A to je diskrecijska pravica direktorja urada, da daje denar? Ne, ampak ko ti začneš voditi sistem, da ga nastaviš v tem smislu, da je poudarek na rezultatih, so ravno ti, ki so pisali, najbolj sporni. Če pogledate, društvo Ključ je v slabih 10 letih dobilo preko 2 milijona evrov. In najvišji znesek v mesecu decembru. 2-3. Časov največje gonje so pri mene. To nekaj pove. Meni to nekaj pove. Ne? Ampak jaz se tudi nisem s tem imel časa ukvarjati. Mene je tisto malo prizadelo, ampak jaz sem imel tukaj nekaj obveznosti na terenu. Jaz sem hotel, mi smo imeli 3 občine, ki so res katastrofalno nizko. Ena celo prek morju, Beltinci, Ribnica in Škocija. Škocijano sem uspel, da smo sprejeli strategijo. V Ribnici smo začeli. Ampak vse posod sem začel z isto zgodbo, kaj nas čaka, če ne bomo nič naredili. Da morajo tudi večinsko prebivalstvo sprejeti, da se morajo župani potruditi. Veste, ker župani so dostikrat ujeti bi se reklo, vpliv volilne baze, ki Rome ne sprejema. Ne? Mi moramo tu zelo spremeniti naš pogled in zelo intenzivno delati na tem, da izobrazimo otroke. Mi tam Rome po 20 letih zelo težko spremenimo. Ampak en otrok, ki je danes star 5-10 let, on je lahko za 10 let že lahko tudi v kriminalu, razumete? Če ga ne bomo pravilno vzgojili. In ta problem se sem širi in se bo. In tega interesa ni. Nekateri prejemajo denar, naredijo ne pa nič. Je pa dost nevladnikov, tako kot je recimo Društvo za razvijanje prostovoljnega dela, potem Embrio v Kočevju, Društvo varnega zavetja. Oni so tudi pisali predsedniku vlade, da to, kar je napisal Ključ, to je popolnoma nestrokovno. Oni se borijo, da zaščitijo žrtve in so stvarili neko novo žrtev. Mene so naredili žrtev, čakajte. To je popolnoma skregano z doktrino, ki naj bi je zagovarjali. Tu je osnovni problem. Ne? Ampak
Zdaj, vi ste obtožili, ne, za to zaroto, ki naj bi vas odnesla z položaja, tudi stranko Levica, vladno stranko Levica, ne, in ste rekli, da pač oni stojijo za tem projektom pač vaše odstranitve, ker jim ne ustreza, da bi se vi vtikali v to, kam gre denar. Ne. Dobesedno ste omenjali, pač, da bi naj društva, ki so z njimi povezana, pač porabljala ta denar in da bi vi to preprečili. Zdaj ustrajate pri teh svojih obtožbah stranke Levica in s čim lahko to utemeljite, te svoje očitke? Stranka Levica sigurno je delovala v ozadju, ampak ni interes bil to, ker zaradi tega denarja, morda tudi, ker veste, ko se ozadja porabijo, se povežejo, v bistvu delujejo skupaj. Ampak Levica je nasprotovala, bi se reklo, tem zbiranje podpisov županov kot zakonski predlogi za spremembo zakonodaje. Tam je bilo zbranih preko 31,000 podpisov. Jaz osebno sem stal na tem, da tega ne more direkt državni zbor sprejeti, ker bi bil to lahko linč, bil to nek presedans, neka navada, da karkoli nam ne paše, bomo šli na tak način spreminjati, ampak da se mi o tem pogovarjamo, pogledamo, kaj je od tega v redu, kaj dopolnimo. Recimo, jaz sem lani oktobra nas je Evropski parlament za resolucijo spodbudil tudi do tega, vse države, ki imajo romsko populacijo, da se sprejema, bi se tako imenovano digitalno kartico, kjer se da nadzorovati socialni transfer, predvsem otroški dodatek, kjer velikokrat ne služi pravemu namenu. Ja. To pomeni, če bi mi to vse, ta cel paket res predelali, dopolnili še z marsičem, bi se rekel, na pravno-zakonodajnem delo država naredila svoje. Ostalo bi bilo pa pol delo z lokalnimi skupnosti, kar je bilo moje delo in zato sem bil zelo, zelo veliko na terenu. In če pogledamo, da so moje sodelavke 3krat delale od doma, jaz sem delal po terenu, smo se mi zelo malo videli med seboj. Zelo malo. In smo več ali manj delovali preko telefona oziroma še bolj preko SMS-ov. In jaz imam na stotine teh SMS-ov. In za sodelavko, za katero sumimo, da je bila najbolj opletena v obtožbe, njena sodelavka, ki je odšla, mi je rekla, saj jaz sem bila tudi povabljena v to zaroto, pa nisem sprejela, rajši sem šla drugam v službo, ker so odnosi že 20 let slabi. Niso s tvojim prihodom ratali slabi. Ne? In ta sodelavka mi je tudi napisala, ker bo tam obtožba, da jaz govorim moje punce. Pa je napisala, punce smo pripravili ta pa ta dokument. Jaz imam to vse dokumentirano, vse imam sprintano, vse te SMS-e sem zbral kot dokaz, da mi nihče ne more očitati. Ne? Yeah. In tudi enkrat je celo mi objemčka poslala. Ne? In ona je v bistvu, ko sem imel rojstni dan, 12. septembra, zbrala denar za darilo, mi ga je ona poklonila karta za 2 koncerta za te skupino po Oliveru Dragojeviću. Skratka, vse je teklo tako, da jaz nisem mogel verjeti, kaj se dogaja. Ne? Ja, jaz sem šele pozneje, in zdaj Levica, kje je Levica videla. Ja. V bistvu bo, kdaj sem jaz dojel, že preko sem omenjal digitalno kartico, državni sekretar na Ministrstvu za družino delo ni hotel slišati. Na kar je pol, ko smo imeli tisti odbor, ki sem jaz v državnem zboru, ko sem predstavljal svojo vizijo, je pa na koncu rekel, se morda pa bomo šli, bi se rekel, ker te digitalne kartice mogoče tudi minimalno kreditirane, tudi v to. Ne? Se rekel, pa bo ratalo. Ne? No, ampak vseeno, in pa tik preden je državni zbor oziroma odbor državnega zbora zavrnil en dan pred tem županske pobude, teh 31,000 podpisov, me je ta isti državni sekretar pred mojo pisarno srečal in rekel, a prideš jutri? Se rekel, kam pa? Ja, na odbor. Se rekel, kdo ga pa vodi? Ne? Je rekel, Miha Kordiš. Se rekel, no, sem si že takoj mislil, da ne bo lahko. In on meni pravi, ja, na čigavi strani pa boš? Sem rekel, na strani razuma. Je rekel, pa te ne potrebujemo. Takrat sem jaz vedel, da sem jaz
v Levici nezaželen. ampak, In jaz sem stalno pisal na Ministrstvo za družino in delo oziroma klicaro, zakaj me ne vabijo na te sestanke, ki pripravljajo odgovore županov po zavrnitvi, pa mi niso klicali. Ne? Odgovor na to pobudo, ne, županov pač teh občin oziroma pod katero so zbrali teh 31.000 podpisov, to kar večkrat omenjate, je vlada dala negativen odgovor. Ne? Saj vemo, kdo vodi vlado. Zdaj pa vi, ko vas poslušam, nekako se mi zdi, poskušate predstaviti, da je to bila zdaj neko solo mnenje Levice in zarota in tako naprej. Sej Levica ima par glasov v parlamentu, ne? Večino ima Gibanje Svoboda. Zdaj, ste vi na tej točki po vašem mnenju izgubili tudi podporo predsednika vlade ali zakaj je šlo? Ker, kakor vas poslušam, vi ne verjamete, da ste imeli razloge za odstop. Ne? Pravite, sem odstopil, da ne bi obremenjeval pač vlade s tem svojim problemom. Ampak ste mogoče dobili tudi kakšen signal, da vas ne bi potrdili za poln mandat direktorja ali kako? Ne, takrat še ne, niti slučajno. Jaz sem pač smatral, da se premier nima časa s tem ukvarjati, čeprav sem ga o vseh akcijah obveščal preko SMS-a. No, se in vsake do časa mi je... SMS-ih v stiku. In on mi je vsak... doskrat je. Najmanj, kar je poslal kak všeček, če me je bilo v redu, ali pa kakšen odgovor, in jaz sem ga tudi pol opozoril v mesecu oktobru, da enostavno jaz ne bom moral pripeljati do rezultatov, če ne bo sodelovanje strani Levice. Jaz sem tak SMS, na to? Seveda je. Je rekel, počakaj po 1.11. Ja. Kaj pa je bilo po 1.11? Pa se pa začelo, veste. Ja. Bobnarjeva, pa vse te, pa KPK, pa ne vem kaj, ne. Ja. In tudi, jaz sem imel tudi nekih informacij, sem rekel, mislim, da zdaj bilo pa dobro, če se pa malo žogica nazaj povlekla, ker imam občutek, ko ima informacije, da vas celo v lastni stranki mislijo zamenjati. Ne? Ja. In se je tudi Paul Robert zelo nazaj povlekel. Ne? Ja. Ne? Ker je on meni napisal, da bo ukrepal, sem jaz celo nekomu iz Levice pokazal, rekel, fante, dajte se primiti v roke, dajmo nekaj narediti. To ni pristop, ne? Ampak jaz sem tu moral biti naredil napako. Ampak meni ni nič od tega žal. Nič. Ker jaz nisem prišel v Ljubljano stola gret, pa imeti funkcionarsko plačo. Rekli, ja. Ne, veste, zakaj ne? Jaz, ko sem nastopil direktovanje na Uradu za narodnostno, vsi Dolenci in Belokranjci vemo, da je to ključen urad, ki lahko nekaj prispeva, da se na tem področju nekaj uredi. Mene so ljudje na cesti ustavljali, so rekli, Janez, priliko imaš nekaj naredi za nas. Rekel, za tega sem šel, se nisem šel za drugega. Še marsikdo mi je rekel, dobro si, da se ti da 66 izvoziti v Ljubljano. Vsak dan pa nazaj. Pa ne sem v Ljubljano, jaz sem se vozil prek Murje, sem se vozil v Koper. Posod me je bilo dost. Ne? Vsi so se čudili, odkud toliko energije. Jaz sem pa 12 ur na dan delal. To je bila napaka za nazaj, da bi morali biti več v pisarnah, ker očitno, kakor vi pravite, so se tam dogajale stvari mimo vas, takrat, ko vas ni bilo. Ja, itak. Ne? Pa ne samo to na terenu, recimo primer bivši direktor, ki je zdaj v bistvu sedel z novim direktorjem na odboru, je neko po dogovoru iskal službo, ampak ga nišče ni maral, očitno, ali pa ni dovolj učinkovito. Še jaz sem mu pomagal, ne? Ja. Da bi v bistvu, ker veste, ne morate dva direktora skupaj. In meni so tudi na uradu dekleta na prvem sestanku rekli, oziroma na drugem kolegiju so rekli, da dva direktora ne morate biti, dva šefa ne morate biti. Ker jaz sem želel, da mi nekdo, ko mene ni, vso to birokratsko proceduro, tega je ogromno, tega podpisovanja, pregledovanja dokumentov, tega je ogromno. Če sem to delaš, ne moreš biti na terenu. Enostavno ne moreš. In sem se pač mogel narediti, kaj mi je prioriteta teh enega leta. Ne? Sem rekel 2x po 6 mesecev. Na kar je pol bistvena pobuda, ker so bili očitno zadovoljni in šli z razpisom. Ne? Ja. In do zadnjega so bili z menoj zadovoljni. Ne? Posebej zato, ker je pa še problem, kako tih 5 milijonov nakazati RTV-ju. Mi smo vmes dobili račun. To je še zanimivo, ja, počasi greva k koncu vdaje, imamo še 4 minute približno. To me še zanima, ja, gospod Doltar. Zdaj, to nam laikom je to malo nenavadno, ne? Boste zdaj razložili, kako in zakaj teh 5 milijonov z vašega urada za TV Slovenija. To ste na nek način ste jih rešili finančnih težav, ne? Zakaj in čemu? Zadeva je bila takole. Mi smo kar enkrat dobili 5 milijonov račun iz RTV-ja. Ja.
In je naša financerka me niti preveč vprašala, sem povedala mi je, jaz sem to zavrnila, verjetno gre za pomoto. Nekar me je pol čez par dni poklicala pomočnica generalne sekretarke, rekla, zakaj ste to zavrnili. Se rekel, ja, čakajte, se mi nimamo nobene pravne razloge, niti denarja nima urad. Ja. No in pa v bistvu sem jaz videl, da nimajo nobenega vzvoda, kako ta denar formalno pravno spraviti skozi. Čeprav bi bilo za moje pojme pravilno, da RTV rešuje in sanira Ministrstvo za kulturo, ker je ustanovitelj. Ja. Zakaj urad? Ampak Urad za narodnosti sofinancira, bi se temu reklo, medijske programe, manjšinske medijske programe. Vsebine, ki so namenjene pač vašim ciljnim skupinam. In recimo, če vzamem za primer Kapodistrija, mi smo cirka 2 milijona 400 v lanskem letu nakazali. Ne? Ja. No in pa sem se jaz tudi pogovarjal z poslancem, gospodom Feličejem, pa je on rekel, to je čisto enostavna zadeva. Italijanska vlada cirka 10 milijonov nameni slovenskim programom v Trstu. To pravim, recipročno je to popolnoma, bi se reklo, upravičeno. Ne? In pa smo mi seveda temu primerno pripravili 4 pogodbe, ne? Radijski za Italijane, televizijski in tako dalje, 4 pogodbe. In ko smo to pripravili, sem bil seveda podpisnik kot direktor urada. Ja. Kje ste pa sredstva pol dobili, ker prej ste rekli, da niste imeli teh sredstev? Sredstva so nam nakazali z Ministrstva za finance. Pa so v bistvu vas na nek način zlorabili za to, da so ta denar tja dali. Pa je ta denar rešil potem za te vsebine, ki jih vi sicer kot urad financirate, ali za kakšne druge stvari na TV Slovenija? Vi imate ta podatek, kam je šel ta denar? Jaz sem bil strani italijanske skupnosti opozorjen, da kljub dogovorom se reže denar na manjšinskih programih. In jaz sem lepo poklical en dan prej, sem rekel, poslušajte, jaz podpisal ne bom, če se to ne odpravi. In je takoj me klical gospod Martič, rekel, ne, to vse štima, ne. Čeprav zdaj slišim tudi druge informacije, to vse je urejeno. Ne. In pa sem jaz prišel, in isti dan, ko sem jaz podpisal na RTV-ju, ker je bilo zagotovljeno za plače in vse ostalo, pogodbo, ni minila ura, ko sem jaz dobil iz Pop TV-ja sporočilo. Ker Pop TV je prvi začel s tem napadom. Ne? Jaz zdaj ne bi omenjal oseb, kdo je in s kom povezan, zakaj je prišlo do tega. Se tu časa nima, to se moramo zdaj drugič spet dobiti v vdaje, da boste to lahko. Z velikim veseljem. Gospod Doltar, ste zelo zanimiv sogovornik, veliko tem bi še lahko odprla, danes nam je žal časa zmanjkalo, ampak z veseljem še kdaj, če boste za to pripravljeni. Vsekakor pa najlepša hvala za vaše gostovanje v naši vdaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kako svoboda prinese in kako odnese, že 975. faktor na TV3. Gledajte našo oddajo tudi ta konec tedna, mi pa se v živo spet vidimo v ponedeljek, ko bomo komentirali, ali Putin zmaguje v Ukrajini. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.